Vemo, če smo napadeni. Ali bi že kdaj kdo napaden? Ja, v šoli. Ste bili v šoli napadeni, od koga? Kakšnega bulja, Ja. Jaz nekaj dan nisem napadala. Nisi bil, vse to ni lepo, da se to dogaja. Iskreno rečem vsem, da se ustavim, kar vsi se ustavijo. Samo pustite ose primerov, da ne boste popikani, lepo prosim. Pustite jih primerov. In ne dotikajte se nobenih nožev, kolega. Dobar dan. Anton, pustimo to primero, prosim. Zdaj le poslušate mene, da boste kje odnesli od te delavnice. Začel bom tako. Vse, kar boste videli danes, uporabite samo takrat, ko je ogroženo vaše življenje. Ali življenje vaših bližnjih, pravi vaših staršev, bratov, sester. Mogoče še babica pa dedi, Se pravi, kar boste videli, ne kažite vašim prijateljem po šoli, ko so pa prelari so videli, da mi nož tako, pa vam bo dal ta prav nož tako na vrat, pa še ko ne tako, pa vas bo že poklal in bo klicala kri. To so gumijasti noži, smo rekli, so za trening in kljub temu tudi gor piše, da treba uporabljati očala varnostna. Zakaj? Zato, ker te še vedno lahko nekdo v oko ali pa v trebuh. To se ne zvija kar tako. Čvrsto, trdo. Čeprav je iz gume, Ja? To ni, da nekoga res dejansko prebodeš, če bi bilo karkoli, iz varnostnih razlogov. Ok? Ta je enako, je gumijast in štola je iz Airsoft za potrebe prikaza, kako se obranil proti pištoli, Ok? Lahko pogledam samo, kakšen tip magazina je od Airsoft. Idemo pogledati, kako se zadeve rešuje. Se pravi, najbolj osnovna skrivnost pri samoobrambi oziroma pri tej vrsti samoobrambe, to je ruska samoobramba oziroma ruska borilna veščina, ki se imenuje rokopašni boj oziroma po slovensko boj z golimi rokami. Rokopašni boj. Rokopašni boj. To je več kot 1000 let stara veščina, borilna veščina, kot sem rekel, ki je namenjena samoobrambi. Samoobrambi, še enkrat povem. Torej ni namenjena temu, da pridete do nekoga pa ga napadete, ampak če ste napadeni, da znate pravilno odreagirati. Da ne boste porezani, udarjeni, razlagani, ustreljeni, karkoli. Ok? Odvisno od napadalca in tako naprej. Torej, to, kar vam bom pokazal, ne sodi v šolo, v vrtec, med prijatelje, ampak uporabite samo takrat, ko gre za res. Ko vam nekdo streže po življenju, oziroma ko ste ogroženi vi ali vaša družina, kot sem že 10krat povedal. Bolj ne moram to poudariti. To ni hec, kar boste videli, in gre za resne, tudi poškodbe lahko, ampak ne pri meni, če bi pa v realnosti se zgodilo, bi pa napadalce tukaj nastradal, boste videli tako. Kar. Tako da, kakšno vprašanje mogoče? Torej, največja skrivnost te veščine je ta, da vemo, kje je človeško težišče. Naše težišče je tukaj malo pod popkom, pa malo gor na trtico. Če bi nas tukaj prebodil z eno iglo, tako dolgo, bi se postavili v vodoravni položaj. Seveda ne realno, ampak tako pravim, hipotetično, teoretično. Prav, če bi nekdo prebodil tukaj čez,
bi se jaz postavil tako. Namesto tako, zdaj tako stojim, pa bi se pa tako postavil. Malo bi se valjda pokril. Tukaj je naše težišče in kaj to zdaj pomeni? Zdaj, če imamo, dobro gledajte, kje imamo zdaj konc prstov, a ne? Tukaj recimo na popku. Zdaj, tukaj je naše težišče. Zdaj imam obe nogi enako obremenjeni, vidite? Torej, na obeh imam enako teže. Ja? In če hočem narediti korak naprej, moram kaj narediti v počasnem posnetku? Rabite na eno nogo, da Prvo je, kako? Postaviš težišče. Prestavimo težišče na eno ali na drugo nogo. Vidiš, kam se moja roka premakne? Zdaj imam na obeh nogah. In zdaj, če hočem desno stopiti naprej, jo dvigam. In moram najprej dvigati, da tako stopim. Je res? Ja. Moram vso težo premesti na to nogo. Je res? Te težišče na to nogo, ne? In zdaj na sredini, med nogama. Je res? Ja. Hop. In če hočem stopiti naprej, zdaj to nogo dvigam. Če hočem pristopiti zraven, moram kaj narediti? Prestav težišče na to nogo, je res? Vidite, ko se premaknem. Da bom lahko to sploh dvignil, pa jo dal zraven. Drži? Ok. Zakaj to govorim? Torej, iz tukaj vse izhaja. In če boste opazili človekovo, kje ima človek težišče, ga boste tudi lahko iz težišča zelo hitro premaknili. Z njegovo silo, brez vaše uporabe kakršnekoli moči. Pomembno je, da ste pri tej veščini sproščeni, niste zategnjeni, niso kar žile ven, pa čisto sproščeni, kot da bi plesali. Oni so taki, če poznate ta bojni ples, kazančok se imenuje, ko vojaki plešejo. Ja. To je samo en delček. To je cela koreografija. Kat, veste kaj je kata? Pri karateju je to kata, da se boriš z nekim navideznim sovražnikom. Lahko prosim pokažeš eno kato za beli pas ali pa kjer pas imaš? Oranžni, če Jaz tudi imam oranžen. Resno, v karateju. A lahko eno kato pokažeš? Evo, zdaj bo vam pokazal eno. Rabimo več placa. Ja. Ja, na tatamiju je v dvorani veliko lažje. Jaz rabim Pri nas, pri tej veščini ne rabimo nič placa. A veš zakaj? Ker se ne mesto. Kako? Ker se ne mesto. Ne, zato ker na ulici tudi ni lahko placa. Se pravi, te lahko tudi napadalec stisne ali v kot, ali v steno, ali z nožem, ali s pištolo, ali s palco, ali ti obstopijo 10 ljudi, te hočejo ropati, ne veš karkoli. Tudi ni placa. A so mehka tla na tleh? Na ulici? Imamo tatami na ulici? Prav ta trening ne poteka na nobenih blazinah. V letnem času, ko je dovolj toplo, se trenira na travi, ne v telovadnici, nikoli v telovadnici, po zimi pa na parketu, brez blazin. Okay? Zato, ker na ulici tudi ni blazin. In je dobro, da se znaš naučiti past na tla, brez da te boli. Ali pa greš v preval, ali pa kakorkoli, si poznaš. Poznaš, seveda poznaš. Padci so osnova vsake borilne veščine, je res? Ja, ker jaz hodim na judo. Ja, jaz sem hodil. Kakšen pas pa imate, če smem vprašati? Jaz bi imela rumen. Jaz bi mogel imeti drugače zdaj rumen, ker sem eno leto več hodil sam. Ga nisi položil, ali tako? Ja, nisem. Jaz sem treniral drugače, pa
Jaz tudi, veš, judo. Pa so sam Jaz pa jiu-jitsu. Lepo. Jiu-jitsu. Ti se pa sam obramba na to Jaz sem tudi ne judo, pa sem na pas. V Novem mestu. Ne, bilo na Bežigrad. A Bežigrad. Sam zdaj grem treniral več, zato smo se prosili, pa malo daleč. Ljubljana, Bežigrad, tudi moja dva otroka in jaz sem tam treniral v Bežigradu. Super klub. Zelo sem zadovoljen, res. Profesionalni trenerji. Jaz sem bil rekreativca, ne. Nisem nikoli pasov polagal, ampak sem pa zelo, zelo dosti hodil na judo, ker mi je pač taka veščina res lepa. Veš, ni pesti, ni tako, mislim, groba. Zna biti tudi groba, ne? Ampak, se veste, judo pomeni kaj? Mehka pot, a ne? Ja. Tako da mi je že to, ta filozofija zelo všeč, a ne? Drugače pa vsak ima svoje. 6 let sem tole treniral, aktivno, 2krat tedensko, po 2 uri sigurno. In to pomeni, da bom zdaj pokazal Orlando, če pride zdaj sem. Pomeni, da smo na treningu, bom samo pokazal, kako je izgledal trening, a ne? Jaz sem postavil, da me bojo probali videti čim bolj vsi. Se pravi, jaz sem mogel na trenerju pokazati udarca, ne? In zdaj, jaz, ti si trener, ne? Jaz pa učenec, ne? In jaz sem mogel zdaj po najkrajši poti priti z roko, a ne tako, a ne, da te vsak vidi, da ga boš, a ne? Ampak po najkrajši poti, ampak moja roka se nastavi na njegovem nosu, ali pa pred nosom. A se ga s tem udaril v tem? Ja? Jaz moram nakazati udarec, kot da bi zares udaril, ampak v počasnem posnetku, me razumete? Pravi, jaz z vso, torej ne hitrostjo, ampak z vso, Silo. ne, tudi silo ne, če ne rabiš silo, v počasnem posnetku nakažem, kako njega udarim recimo v nos. Ampak moja roka se ne ustavi na nosu, ampak za eno glavo pa pol od zadaj. Tukaj je moj cilj. Jaz tle ciljam z roko, ne na njegov nos, ampak to točko tle od zadaj na mojo roko. Razumete? Temu rečejo Rusi vektor pa pol. Se pravi, za eno glavo pa pol je od zadaj moja točka, kamor je udarec. Se pravi, če to tukaj je, ne, je moj udarec tako. Bam! Ne? Je pač ono meni. Prav, moja točka ni tukaj na nosu, ali pa na uklu, ali pa tle takoj za glavo, ampak še za eno glavo pa pol zadaj. Če hoče, da bo legel. Se bo ti polegel. Ne razumete, kaj mislim. Te bo padel. Če ga boste takole, a ne, samo po nosu, malo po božju, pa bo rekel, kaj bi? Ne? Je to smiselno, kaj govorim? Ja. Pač, ampak spet pravim, to se uporablja samo takrat, ko ste ogroženi vi ali vaše življenje. Ne kar nekoga tako pretegnem, ker ga boste ubili. Ubili ga boste. Ja, nisem hotel, ja. Sem pri Larisu videl, a ne? On je tako pokazal, ne? Sem vam povedal, zakaj se to uporablja. Ko ste ogroženi. Ne? Se pravi, ko sem jaz nakazal na učitelju, da ga bom udaril, sem mogel iti vedno tako in se mi on izmahnil in sem vedno mogel iti dol v padec. Vedno, vsak udarec. Kaj sem s tem treniral? Udarec in padec. In še tehniko samoobrambe. 3 stvari naenkrat imate v počasnem posnetku. Se razumemo? Ja. Se pravi, najprej poskušam najbolj premetenega pretentati, a ne? Kako ga bom udaril, a ne? Gremo v napad, vmes mi on nekaj naredi, ne vem, se zmakne iz linije napada, a ne? Pač, in grem mimo njegove glave, padem, mi še on malo pomaga, me še malo pofoti in tako naprej. Ne? Trener. Vsakič znova v padec. Veste, koliko sem se popravil, torej padel, postal. V 2 urah na treningu. Neštetokrat.
Ne štekakrat. Kaj stokrat? Stokrat ni nič. Stokrat je v pol ure, ostaneš pa. 8. Ja. Mirujte, prosim, mirujte. Upam, da jih bomo pregnali. Dale, zdaj pa zdaj. Pazi. Odvisno, kam veter piha, veš. Zdaj šla. Bomo že. Tako da hvala. Oziroma, mogoče še začnemo, če bi zdaj ti dejansko pa mene hotel na nos, a ne? Se pravi, kje je tvoja točka, do kje bi pokažil zadnji, koliko Eno daleč? glavo pa pol. Do kje točno? Na veliko glavo, ne? Ja. Sem. Ok, se pravi, do tle od zadnje, ne? In zdaj, če ti nam kažeš ta udarec, ampak prosim, če greš mimo moje glave. Tako. No, zdaj mi boš pa po cilju direktno nos, ampak z isto silo, kadar tvoja točka je tle od zadnje, ne? Ne se ostavljati na nosu, a ne? Kako stojimo? Smo rekli, smo sproščeni, torej noge so rahlo pokrčene, roke so na tako, a ne? Na hop. Kada bi knjigo brala, ne? Zakaj? Zato, ker imam jaz zelo hitro roke pri njegovih očeh, pri njegovem nosu, pri njegovem grlu. Veš, ga že pohodim, ga že tiskam nazaj, ne? Ga že daj mi za ravnotežje, se reče. Meni je udoben položaj, njemu neugoden. Ja? Velja? Ja. Ok. Se pravi, Orlando zdaj počasno, zelo počasi, prosim, pokažeš, kako bi me načeloma udaril na nos, na polno, ampak po časnem posnetku. Zmenjeno? Da se ti ne bo roka sprožila, pa jaz vas gledam, on po meni, a ne? Ok. Kaj narediva? Kar greva, počasi, zato da bojo videli. Kaj jaz naredim? Jaz dvignem roko, ti greš mejno točko v misli. Jaz ga samo takole pospremim z roko in gre lahko prosto min, pa bi rekel, kaj pa je z vami, gospod? On bi šel zdaj v padec, ne? Smo rekli, da greš v padec, če se ti jaz izmaknem, greš v padec. Resno vam povem. Ker če si vnes tako hitrosti, da imaš tam od zadnji ta cilj, te bo vrgal iz ravnotežja, iz našega težišča. Ja, ker si tako hiter. Če ti pa je še malo nogo nastavljeno, ne, se boš pa itek še spotaknil, pa lahko te še malo popravim, pa boš še bolj poletel, pa ti lahko dam še tako malo, a ne? A pa ti dam tako malo, a veš, tako malo. Ne, lahko, a veš? Lahko še malo z nogo ripneš vse. Da se hitrejš sproš. Recimo, ne? Ampak, poslušajte, to je napadalec, ki vam hoče vzeti življenje ali pa vas resno ogroziti. Ne tisti, ki se en mal heca tako, a ne? Saj te nisem zdaj, se predstavljam dotaknil. A veš, kad te hoče neki kabi red, pa te začne potiskati tazga, rec zdaj. Chill down, stari, ne? Če se pa namiri, pa treba neki ukrep, oziroma če ste napadeni, treba pa še odreagirati. No udarc v trebuh, recimo. V trebuh. Ampak kje se tvoj udarc konča? Se pravi, tu če kar gremo, kar zapnim trebuh. Se pravi, jaz tu, če se malo obrnem, bom dobil samo malo udarca. A ne? Zelo malo. Namesto 100% bom 20% dobil udarca. Je res, če se umaknem, ste videli, kako se ravno samo umaknem, zdaj grejo še enkrat. Cak, gre roka mimo, Orlando pa k meni pride. Jaz imam pa 2 roki fraj, veš? In ga lahko, ne vem, v oči, lahko mu lomim nos, lahko mu grem s prstom trenutno v usta pred zobke, ga pridem za lička in greva na policijsko postajo povedati, kaj se je zgodilo. Korona, kaj ti... Ja, veš, kako to boli, pravite sami. Dajte si prst noter do konca v usta pred zobke, pa se zagrabite takole. Z prstem tlele čez lica, pa se potegnem malo. Ne preveč. Pa to, če si napadalcu, vse bolj močno reagira avtomatsko
In to ti lahko lic ven strga. Ne strga, ti se bojiš, da se ti ne bo ustnica raztrgala in greš po sili. Avtomatsko greš po sili, ker se podzavestno bojiš in takrat roke nič ne razmišljajo, kako boš ti njega udaril, tebe sem strah, da se ti ustnice ne pretrgajo. Verjemite, ne moreš nič narediti. Ali pa če ga prime za uho in prinesi uha. Tako? Ja, ne? Glejte, eno je, kot sem rekel, stvar okusa, kaj boste naredili, probate čim manj prizadeti človeka, če pa jih je pa več napadalcev ali pa da so res nasilni, ne, da vam res torej hočeš žeti življenje, da jih vidite, ne, da so ali oboroženi ali kakorkoli, potem pa pač boste naredili kar po svojih torej najboljših možnostih zmorete. Res. Če se boste uspeli braniti, se boste, če pa ne, pa ne. A se se kaj zgodilo? Jaz tukaj sem se mogočena, ne? Nekdo me zlakotal z neko pištolo ali pa s puško na 10-5 metrov ustreli z lahkoto. A ne? Je res. Kaj bom, če bo on na 5 metrov stal, kaj mu je sploh naredil? On s pištolo. Lahko se mu samo izmakneš. Ne moreš že. Pa še z zobmi kroglo javem, a ne? Ne moreš. Tako ne moreš. A ne gledajte na česa. A niste videli kako, kaj ste rekli? Evo ja. Ste videli? Niste videli, kako sem jo vel? Fake. Kva Če fake? ne vidno, Pa ne vidno je, ne? Ne bezdete prav. Čekaj. Evo. Lahko ti ustrelil tako. A sem ki krval? Me je prestrelil. Vada me ni, če sem jo vel. Če ni zelo metko. Pa dobro, malo se hecamo. Kaj pa če ti ustreli? Malo. Zdaj smo pokazali recimo, kako je na 5 metrov, če pa on pride men pa mi da pištolo na glavo, kaj pa pol. Pa še na tnijo. Se pravi, boš agresiven, lahko počeš na prazno. A ne? Prav poči enkrat. Evo, poči. Se pravi, to bi me on ustrelil. Če poči me je ustrelil, bomo videli, kam bo šel šus. Damo na čelo. In vedno rečeš tako. Daš rok. Jaz se še malo gor naslonim, zato da on misli, da sem se jaz malo pokakcal. Usrov. Date roke tako, pa rečete, gospod, a ste se zmotil? Ni šans. Jaz rabim samo 0,2 sekunde. Brez mojih prstnih odtisov. On se je sam ustrelil. ena stvar. Vaši prstni odtisi so na Na pištoli, ne na njegovih rokih. To bo težko narediti. Se me je on napadil. Ampak ustrelil se je pa sam na koncu, ker je očitno videl, da je izgubil kontrol. Da pištolo takole. Kaj naredim? Hop. Še enkrat. Ne, to ne, to, lej, še enkrat. Se pravi, dam lahko glavo tako, je res? Ja. In grem lahko potem z čelom takole. To so pač, bom pa še nekaj pištolo, da gremo naprej na nož. Najprej klasična zgodba z nožem. Kaj bo bolelo? Bolelo te bo, če ne boš sodeloval, pa biš poščen. Poščeno. On je ta prav dec in dobro drži nož, to mi je všeč. A veš, kaj eni zelo slabo držijo nož, a ne? Drži nož, tako ono. Zdaj, če bi jaz karkoli hotel ga udariti gor po roki, je konc mano, takoj poreže. Res, če bi hotel tle umakniti, vidiš, me spet poreže. Me spet, a ne, tako. Prav, karkoli delam, vidiš, me spet, ne? Gospod, a ste se zmotil, bravo, Emily. In kaj potem? Rečeš, gospod, čak, ne bom te nič, ne bo te bolelo, samo tako se postavi, da bo vsi. A vidite vsi? Najprej samo z eno roko pokažem, prav? Eno dam za glavo in rečem, gospod, a ste se zmotil, ne? In s to roko ga povaljam po njegovi roki
takole, močno, povaljam in tukaj zabijem tak neviden žebo spet. Boste rekli, kaj pa fantazira, ampak vidite čez mojo roko, čez nož, čez njegovo roko, čez moje telo, pa še 2 metra nazaj. Neviden je. Zdaj pa prosim, probi povedati, če me lahko režeš. Še enkrat dajmo ponoviti. Še enkrat dajmo ponoviti. Glej, naredim to, op. Čekaj, ti si vidi. Kje je ostal nož? On je pozabil, da imam 2 roke. Pozabil? Nisem mu nič zlomil. Si kaj zlomil? Boli? Ne boli. Dobrze, na niego skoczę, ty to złożę, jest to taki świetny. Takrat? A so že imeli napoje? Kako sem te potem z nožem, če ti nisem? Tako, kaj ste mi ga vzeli, ste me povedali. Se pokaži, kaj pol z nožem narediš, ne? Ne, ja bi nos stran, pa bi štir se Časno pogledči. Sprav, z eno roko. To naredi simultano, gospod, pa ste se zmotil. Rečeš, on začne razmišljati, ne? Naredim, op, hop. Hvala za nož. Hvala za nož. Ga nisem naš poškodoval, a ste v redu? Ja, Ste se zmotil malo, sem mogoče. a ne? Potem se konča, lahko gremo pa naprej. A razumeš, odvisno od napadalca, ali mu je hiter jaz, ali mu treba kaj drugače povedati. Dobrze, ma 2 nože v roki. Koliko ima 10? Kako je 10 napadal? Ni panik. In to pravim. Kaj? To je že poklov. Da. Sem rečem. Svidu kaj je bilo? Ja, zavrti. A raba še naprej kazati. Kaj cukaš? Kaj cukaš? Če lahko vrti. Boš opiral in boš dugo. Če lahko vrti. Pa se napiri se. Če boš delal na močki, boš močjo nazaj dobil. To sem rekel sproščeno. Ne. Počasno posnetki. Samo eno. Lahko imate 10 zaradi mene. Ni pomembno. Še nimamo desko. Se pomakneš. Imamo eno, tako. Še noč. Pač tako. Vrš. Drugo je, če mu ga jaz vržem. Še enkrat. Si videl svoj preletel celo? Špico. Brez rotacije. Še enkrat v počasnem posnetku. Glej, glej. Hop. Si videl kako? Brez. Še enkrat, ne še večje razdalje. Stoj v trebuh te bom cilil, prav? Pa jačka si zaščiti. Prav? Glej, hop. Ste videli? A se da? Kaj, ti zdaj pa še? Sedi se, hvala ti. Roka, si cel? Cel. Zdrav? Kje boli? Dobro. Orlando. Bomo pol na koncu te situacije, ko dva pa pošliš. Dva s pištolo boste na koncu, mislim, en s pištolo in 2 z noži, prav? Na koncu. Najprej gremo na nož. Pesti smo pogledali, nož, pol imamo palco, pa še pištolo. Evo nas, v čemu smo tekmovali, Petja? V zbiranju listkov. Katera skupina si ti? Druga. Zdaj bomo prešteli listke. Poglejte, kako lepo so si punce našle podlago, kamor so dali listke.
In zdaj bomo prešteli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evo, še naša posebna sodnica Rubi je prišla pogledat. In Rubi, zdaj začnemo znova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, Listove še večkrat. 24, To je ta znamka, ki imam jaz. 30 jih imate. 30. Zdaj gremo pogledati prvo skupino. Ker par jih je enakih, veste, je treba paziti. Ti bom pokazala potem, zdaj grem prešteti. Evo, dober dan. Kaj smo delali? Listke. In katera skupina ste? Prva. In bomo zdaj pogledali, koliko različnih listkov ste nabrali. O, tle že vidim kakšnega enakega. Jih je par enakih, veš? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eno, 20. Eno vprašanje, zakaj si ženski bil tam? 7, 8. Ampak gor kakšen list. To je. Čakaj malo. Ker tle pa zdaj za tesen rezultat, ne vem, kje ste jih videli 40, ne? Ta, na primer, je enak, ta dva sta enaka. En je starejši, en je mlajši, en je starejši, en je mlajši. Allora, 1, 2, 3, 4. Se ne treba, pa to fate. 37, tako da prva skupina zmaga, rezultat je 37 proti 30 in zdaj grem še pokazati, kateri so dvojni listki. Kako preverimo? Kako jo stisnemo? Ja, pa A ne? Ko stisnemo za cvet, oziroma mora preteči ven vijoličasta barva. Zdaj prevelika suša in ne priteče ven. Je malo bolj vijoličast prst. Vse barvo malo vijoličast, ampak zelo malo zato, ker ni dosti tekočine not. Drugače pa je šetjažo, ki priteče ven. Vijoličasta tekočina. Zakaj? Ker ima tako barvilo noter. Vidiš, kakšen prst ima? Tako vijoličasto. Skrbno vijoličasto, ok? Ajde vsi malo pit. Jaz vam neki benzina presed noter, ampak si ga še malo natanko. Julijan, si še žejen? Si še žejen? Ti pa ga tam. Je ne lepo tukaj? Ja, tako malo s kakšnim džipkom. Ja, kakšen mountain bike. Jakob, ti bi šel tle z mountain bikom, sigurno. Ja, ne? Ti naj bi naredila en road gap, evo ti stesko. A kar tako, en skok tak. en avto od spodaj vozi, ona dva pa se Tudi. Tukaj gor, evo, fanti bi tle gor to delali. Potem, če bi avto vozil. Ja. A ni to kremet, A ti ste res, da ste bili? Ja. Če se, kako je bolj. Šotor bo menjal. Šotor bo menjal. Ena ta mala, tista mala kamera. Komi čakam. Zna salto narediti, jaz ne. Pač samo vodo noter znam. Kaj? Gledam, kaj delaš. Ne poznam tega. Pokalica. Pritisk.
Ajde, pokaži mi še enkrat. Tako daš gor, Ja, pol sam. Včasih ne rado. evo zdaj je. Ko je počelo zdaj, ja? Dobro. Zdaj lahko pijem. Ja, če si žejen, vedno ko si žejen moraš piti, veš, to ni vprašanje. Tako, Erik tudi pije. Se bo kdo kotalil? Ema. Petja, kar počasi. Spet mi je začelo koleno boleti. Ja, ker sva tekla, ne? Pa tudi zaradi tega, ker je bilo tako Gremo. Gremo naprej, fantje. Kako to narediš? Jaz ga obožujem. Zaradi tega, ker vem, pač Kaj si dal vodo? Boš imel vodo z okusom, Anton. kekec ni realen, ker je vedno ful srečen, vsi smo enkrat žalostni vsaj na Ma tudi kekec je kdaj žalosten, daj ne misli, da ne. V šoli smo vsak film pogledali, pa niti v enem ni nikoli žalosten. Pa res, lej, čakaj, da posnamem. Lej, to je dobro, od nahrbtnika. Ima prav zajčka. Točno. Točno je vedel, da je kaj nonstop. V bistvu zajci vedno nekaj grize zatekne in zubi taki zgornji lahko zraste v banjo, ker se pravi bili si pretekli. Ker pa lahko mrejo, ker ima gre čez Zdaj smo šli lepo po senci, da ne bi šli po poti, tam ne se vam podpara, spet ima sončne poti. Hvala, Lari. A gremo? Zdaj, vsi so tako fajni, tako so tako ljudski. Še posebej to on narudo opet. Mali zajček Rudolf. Mali zajček Rudolf. Da videla je tvojega rjavega zajca. Ja, jih imam, ne? Koliko rjavi? Rjav zajec z oranžnim nosom. Ja. Ker ne more biti rdeč, pa bi bil oranžen nos. Tudi oranžen. Imamo pa nekega bež zajčka, sivo obrobo in rjavim noskom, ne? Nat. Jeden z rjavim noskom. Rudolf, ja, bravo, ker ima rjav nosek. Pa še na koncu tačk ima tak črn, pa derčki zdi, kot da ima kopita. Ja. Mali zajček Rudolf. Mali zajček Ajde, počakam s tabo. Si že probal vodo, Anton? Ja. Je dobra? Daj kaj po robidah. Ja. A, super. Tudi barva vidim, da se je menjala. Imaš bolj temno v flaški, le, da posnamemo. Poglejte to, prav sok imamo tukaj. Wow. Ajde, greva hitro. Kako? Tunel. Povej. Veš kako? A, Dvigam te na ultrački kamer. ja? Aha. Ti ne veš? Tam spodaj je so ful spomenikov od vojakov. Ja. Tam spodaj je tudi bil bunker. A tudi je pod tunelom? Ja. In potem so zabetonirali. A ja, in zdaj sploh ne moreš več iti, ali se da? Se da. A, se da. Samo rabiš malo
Plezati. Ne do konca spomenika, ki pa bjeha od tunela, pa do nekih 5 metrov in si že. Aha, ok, dobro, 5 metrov je malo, da se da, ne? Ja. Višina pa je nekih 3 Koliko? 30 centimetrov. Samo, to je ful malo. Ja, če rabiš, kad so se legli. A ja, se moraš prav plaziti potem tam Ja. čez. Ma jaz ne vem, če bi se upala. Bi bilo Sem strah. enkrat že šel. Res? In ti ni bilo tako tesno, ali pa da te je bilo strah? Ne. Ne? Ma ti si pa Ni niti gumen. luči, ti pa že vidiš malo lučke ven, Ja. da gre. A, tako da veš, da je luč na koncu tunela, ne skrbi. Zanimivo, a? Ja, evo, zdaj smo skoraj pri potoku. Živo blato je bilo. Me utopilo kar. Živo blato je tam, pazite. Pazi sam s palcem, Anton, da koga ne udariš. Prav? Čakaj, bom pokažem. Še tam. Ja, je, čist mal je. Zakaj se na mene naslonaš? Alega. Lahko ga ujamemo, pridemo za njega in ga samo takole dol pritisnemo in ga imamo. A vidite ga? Samo na hitrico ga za video. Majhen jastok. Ja, majhen. Dajmo ga pol To nazaj. je potočerak, seveda ga vrnemo nazaj. Tam ga vidim. Hodi kolega, evo. Evo, kako hiter spleza. No, tako. Ful so mi všeč. Mene prvi, ko sem videl v risanki, da je eden, ki mi je bil najbolj všeč band. Res, pa tvoj brat. Ja, obožujem super junake. Jaz res sprašujem. Super junake. Kaj lahko Adam pomaga meni, ko so sam? Oliver. Lahko pomagam meni, Adam. Oliver. Kaj je Oliver? Jaz sem Oliver. A ti si Oliver? Oliver, mi lahko pomagaš? So zamenjali Oliverja za tebe, po moje. Zapravili brez kopalk v vodi. Pa se ima kratke hlačke. Se ni šel plavat. Kaj, noge namakal, ne? Sej ti delam se. Ne. Lahko greš v vodo. Lahko je osja luknja. Nikoli ne veš, kaj se je tu. Le, kaj smo zdaj? Makni se so. Viš, kakšno rit ima. Zdaj pa dajmo pajk na men. Kaj je to? Pajki. Pazi. Lej to. A tu pajk. Ej, lej to. Pajk, zdaj umakam se me. Lej to. Ej. 3, 4, daj.